Medvoški mesec trajnostne mobilnosti, vabljeni na cepljenje, Medvoška šola podjetništva, najboljši grajski lonec je čigav, okrepčevalnica za naslednja desetletja, slikovito na jesenskih serenadah, najhitrejša štajerska pubeca, najizvirnejša pa Taužgana, 60 let kegljaškega kluba Hidro Medvode. Lepo pozdravljeni. Naše mesto je tudi letos ponovno obiskala mednarodna pobuda Evropski teden mobilnosti, ki vsako leto med 16. in 22. septembrom nagovarja obiskovalce središč mest, krajev in vasi, da bi bil promet prijetnejši, z manj izpušnimi plini in hrupa. Opozarja nas na skupnostno odgovornost do čistejšega okolja in svojega zdravja. Podnaslov letošnjega je trajnostno povezani. V naši občini smo teden mobilnosti že drugič zaporedoma razpotegnili čez cel mesec. Najbolj vidni potezi doslej, torej pred jutrišnjim uradnim začetkom, pa sta odprte ulice zadnje dni avgusta, ko so za promet zaprli enosmerni odsek ceste ob Sori in nanjo postavili fotografsko razstavo z naslovom Pešec, in projekt Reciklirana dnevna soba med pločevino v središču mesta. Občina Medvode se je prvič uradno pridružila pobudi Evropske komisije, pobudi Evropski teden mobilnosti leta 2016 in od takrat dalje postala ena najbolj aktivnih občin, ki beleži le pohvale. Gre za projekt, katerega glavno vodilo je, da bi bila mobilnost prijetnejša brez izpušnih plinov, tako za naše podnebje, kot tudi bržkone za naše zdravje. Tudi letos bo osrednje dogajanje festivala, ki se je iz tedna razpotegnil na mesec dni, najbolj odmevno in pa dogodkov polno med 16. in 22. septembrom. Letos poteka pod geslom Trajnostno povezani. Povezovanje udeležencev v prometu, da bi se v bistvu nekako združili in posegali po bolj sprejemljivih, manj onesnažujočih virih premikanja, ne. Predvsem pa v bistvu, da se povežejo pri uporabi javnega prevoza, ne. Ker javni prevoz je pri nas še vedno kar neizkoriščen. Jaz mislim, da je predvsem Evropa želela letos pokazati na to, da se bolj povežemo in da bolj racionalno posežemo po prevozu za svoj žep, za ekologijo, za naše okolje in ne nazadnje tudi za naše zdravje, ne. Najbolj viden dogodek letošnjega festivala trajnostne mobilnosti še pred uradnim začetkom je bilo odprte ulice zadnje dni avgusta, ko so za promet drugo leto zapored zaprli enosmerni odsek ceste ob Sori. Nahajamo se na našem trocestovju, če lahko tako rečem, kjer se v širini 20 metrov kopičijo 3 ceste, na katere so verjetno vozniki motornih vozil zelo ponosni. Predvsej manj ponosni verjetno pa so razni delavci, ki se ukvarjajo z njihovim zdravjem, zaradi tega, ker ljudje, ki veliko presedijo v avtomobilih, so navajeni tudi manjše razdalje upravljati z avtomobilom. Želeli smo nekako pokazati, da se ta srednja ulica, na kateri se zdaj nahajamo, lahko uporabi tudi za veliko bolj, bi rekel, sprejemljive načine premikanja. Kaj lažje kot sesti na kolo, se zapeljati na pošto, na banko, v trgovino ali pa iti peš in se obenem sprehoditi po tej naši ulici. Poudarja seveda možnost trajnostne ureditve tega dela mesta v odprto ulico za pešce in kolesarje. Letos so za en mesec nanjo postavili fotografsko razstavo z naslovom Pešec. Mislim, da je to osnoven način gibanja in ker se počasi daleč pride in veliko vidi, mislim, da je to vsaj za mene osebno najlepši način premikanja po svetu in tudi doma. Čeprav je treba včasih tudi avto nocati. Na ogled so fotografije Petra Košenine, ko je v fotografski objektiv ujel pešca Ladislava Vidmarja, in fotografije slednjega z njegovih prehojenih poti. Rdeča nit razstave je, kot pravi Vidmar, pot od tam, kjer začne, do cilja, ki mu ga je doslej uspelo vedno doseči. Ni to nek velik cilj, ampak dejansko je, tako kot je Nejc Zaplotnik zapisal, bistvena pot. In pot je tisto, kar ti da poglede, razglede, razmišljanja, spoznavanja ljudi, narave, okolice,
lahko se usedeš sam vase, razmisliš marsikaj, kakšna stvar ti postane manj jasna, kakšna pa bolj. Eno prvih spoznanj z prvega pešačenja je bilo, da se pravzaprav nikamor ne mudi. Tam, ko si na poti sam, so pa to čisto drugi občutki in nič več ne pomeni kilometer, pa rečeš, danes je do tam, jutri je do tam in te sploh ne zanima, je to, kje je tisti cilj, ker zvečer, ko začneš iskati prostor za šotor, sploh ni važen, kje je. Medvoščan Ladislav Vidmar se vsako leto poda peš na več tisoč kilometrov dolgo pot. Običajno je svoj pohod nadaljeval tam, kjer ga je prejšnje leto končal. Tako je že šel peš od doma do najbolj zahodne točke celinske Evrope na Portugalskem. Potem se je podal proti Lasi v Tibetu, vendar mu je zadnjo četrtino poti preprečila pandemija. Lansko leto si je zato ob 30-letnici države zadal, da bo 30 dni zapored naredil po 60 kilometrov in obhodil našo občino po njeni meji. Letos pa se je aprila podal iz najbolj južne točke Italije na Siciliji proti domačim žlebam, zato da se mu ne bi ponovila zgodba 3 let, ko je zaman čakal na vize. In se rekel, bom šel pa od juga Evrope proti severu Evrope. Se pravi, zdaj, če mi ne uspe iti naslednje leto v Kirgizijo, pa potem prek Kitajske v Pakistan, bom šel pač proti Nordkapu in da povežem, tako kot sem vzhod oziroma zahod z vzhodom Evrope, še jug s severom. Zadnja 2 dni ga je na letošnji poti spremljal fotograf Peter Košenina. Drugač mi je pa zelo všeč, da je Petru zelo lepo uspel dokumentirati pač tistih nekaj detajlov, kar si jih je zamislil, da je za moj okus zelo verno pokazal, da se na poti ne dogaja samo to, da hodiš, ampak da srečaš vse sorte stvari, da jih je znal tudi na ta način prikazati. Čeprav od te razstave bi rad poudaril, da mi je najbolj všeč, pa naj ne bo Peter užaljen, ampak fotografija, ki sem jo sam naredil v Pamiru, kjer sem čist naključno slikal kamion v eni tesni, kjer se je kadil prešil in sem slikal, kako se kadi za kamionom. Ko sem pa dan prišel, sem pa videl, da gor piše Slovenija moja dežela. Sicer s tujo registracijo, ampak da te preseneti šele po enem mesecu fotografija, da sploh ne veš zanjo, se mi zdi res nekaj posebnega. Ladislav Vidmar bo svoje pešačenje od Sicilije po Škornju do doma v okviru Tedna evropske mobilnosti predstavil v Kulturnem domu Medvode ta ponedeljek, dopoldan učencem, zvečer pa vsem občanom. Tokrat za spremembo v Evropskem tednu mobilnosti ne bo zapore dela Medvoške ceste in mostu čez Soro, ki je že okrašen z letaki in likovnimi deli učencev in vrtičkarjev. V zameno pa se je že v začetku tega tedna začel odvijati projekt Reciklirana dnevna soba med pločevino v središču mesta oziroma Park teden. Kot pravi Rozman, so zaplenili 2 parkirni mesti in jo spremenili v dnevno sobo z reciklirano opremo, ki so si jo izposodili v občinskem zbirnem centru odpadkov. Zato, da lahko občani tu posedijo, se družijo, kaj preberejo ali pa se seznanijo z dogodki v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Predvsem pa to lahko storijo v družbi avtomobilov in tudi avtomobili v njihovi družbi, ker dejansko v času, ko je tržnica in center najbolj oblegan, rečemo to v sredah in sobotah, tukaj pride do nekega konflikta med avtomobili, se pravi jeklom in obiskovalci, ki pridejo peš ali pa s kolesi v središče Medvod. In nekako zaradi tega smo se odločili, da ne bi zaprli, da bi prišlo prav do tega kontrasta. In da bi postali ena slaba vest, mogoče vsem tistim, ki parkirajo tukaj. Ja, pa da bi tudi te, ki stopijo iz avtomobila in se ozrejo okoli sebe, bi pač videli, ja, se da pa tudi peš ali pa s kolesom prideti. Program s podrobnim opisom projektov in prireditev najdete kot prilogo na spletni strani občine Medvode. Prireditve so opisane tudi v občinski koledar prireditev, spremljate pa lahko tudi najbolj sveže novice na Facebook strani Celostna prometna strategija občine Medvode. Bi pa samo omenil, da je, mislim, da 27 dogodkov, pa 20 projektov v letošnjem Evropskem tednu mobilnosti, to je 47 skupaj dejavnosti. Sodelujočih je pa res tako na področju športnega udejstvovanja kot kulturnega, turističnega in vseh društev nasploh in zavodov.
tako da je na tem našem letaku, ki ga lahko dobite na samih stojnicah, ki so v središču mesta, se najde v bistvu za vsakega kaj. Ponovno se obeta test hoje zdravstvenega doma Medvode, tokrat ob koračnicah godbe Medvode. Nadaljuje se s poslikavo drugega dela podhoda pod železniško progo, obetajo se številni pohodi, jutranja telovadba, kolesarjenje. Med drugim naj bi obiskali tudi gozdnega mistika Jakoba Šubica, očitno najbolj ortodoksnega pešca med nami. Jaz se celo upam trditi najbolj trajnostno mobilen občan, ker zanimiva je anekdota, ko je vrnil vozniško dovoljenje na upravni enoti in ga sodelavka sodelavka upravne enote ni razumela, kaj želi narediti, zakaj želi to narediti, ker tudi ni imela nekega postopka, da bi nekdo želel vrniti vozniško dovoljenje. Si predstavljate življenje brez avtomobila? Kot smo slišali v prispevku, se v Evropski teden mobilnosti ponovno aktivno vključuje tudi zdravstveni dom Medvode. V sredo dopoldne na tržnici z meritvami krvnega tlaka in celokupnega holesterola, v četrtek popoldne pa s testom hoje. Že prej pa vas vabijo na cepljenje z novimi cepivi proti koronavirusu. Kljub občutku, da morda ni tako, je na današnji dan v naši občini preko 230 aktivno obolelih, več kot lansko leto takle čas. Pred nami je korona že v porastu in še bo. Tudi strokovnjaki iz infekcijske klinike in epidemiologi nekje ocenjujejo, da naj bi bil vrh okužb tudi v oktobru. Korona žal ni izvenela, še vedno so okužbe z omikronom prisotne, mogoče manj resnih oblik, ampak samo življenjsko ogrožujočih, ampak sami simptomi bolezni pri tistih, ki jih imajo, so pa še vedno kar hudi. Torej bolečine, vročina, težko dihanje, kašelj in vse zadeve so prisotne. Človeka bolnika ohromijo za 5 do 7 dni, tako kot v preteklosti, in pa tako da bolni so tisti, ki so imunsko kompromitirani, tudi življenjsko ogroženi. Cepljenje poteka z novimi cepivi. Zdaj novosti od tega tedna naprej imamo v zdravstvenem domu tudi dvovalentno cepivo. Dvovalentno cepivo pa pomeni, da imamo klasično cepivo proti koronavirusu z dodatkom seva proti omikronu. Verzija BA1, torej v primeru, da se sedaj poživitveni odmerek prejme z novim dvovalentnim cepivom, smo zaščiteni tudi proti novi virusni okužbi. Glavnem se priporoča cepljenje za vse, ki pač hočejo preprečiti okužbo. V prvem planu je pa seveda obvezno za tiste, ki imajo imunski slab odziv oziroma ki imajo kakršnokoli bolezen ali pa več kroničnih bolezni, ker pri teh se pa še vedno pričakuje, da je okužba ali bolezen lahko tako huda, da lahko seveda je ogroženo tudi zdravje ali pa življenje. Cepljenje poteka vsak torek med 17. in 19. uro, na cepljenje pa se ni potrebno predhodno najaviti. V primeru, da bo interesa več, bodo dodali nove termine. Če gre za delovne organizacije, javne zavode ali pa večje skupine služb ali kakršnih drugih društev ali pa združenj, seveda lahko organiziramo pa tudi dodatne termine v dopoldanskem času, konec službenega časa. Torej, če je interes v nekem zavodu, se obrnejo na glavno sestro ali mene z prošnjo po terminu, število koliko delavcev ali pa sodelavcev ali skupino je treba cepiti in to naredimo izven tega popoldanskega termina. V prihodnji informativni oddaji še o tem, kakšne rešitve v zdravstvenem domu Medvode pripravljajo za vse tiste, ki so še ostali na listi osebne zdravnice Jelke Premelč, ki se je upokojila. Zdravnik, ki jo je nadomestil, pa je že zapolnil svojo kvoto. Direktor zdravstvenega doma Vajt zagotavlja, da ne bo nihče ostal brez potrebne nujne zdravstvene oskrbe. Javni zavod Sotočje se je ponovno povezal z Medvoščanom Boštjanom Vidmarjem, vodjo podjetniškega svetovanja Viralen.si, z namenom, da bodo, tako kot so že spomladi, ponovno priredili Medvoško podjetniško šolo. Prvega sklopa podjetniške šole z naslovom Od ideje do podjetja in zaslužka je obiskovalo približno 30 ljudi. Drugi sklop z naslovom Prodajaj kot nor
pa prav tako obljublja zanimive delavnice, ki bodo gotovo prišle prav vsem nadobudnim podjetnikom. V mesecu maju so v prostorih kluba Jedro potekale delavnice Medvoške podjetniške šole pod vodstvom Medvoščana Boštjana Vidmarja, vodjo podjetniškega svetovanja Viralen.si. Boštjanova vizija je bila, da bi medvoške podjetnike in vizionarje pripravil do tega, da bi razvili svoje ideje in produkte in se s tem premaknejo iz statusa quo, zaradi česar se je odločil, da bo v Medvodah začel z Medvoško podjetniško šolo, tečajem, kjer podjetnikom in vizionarjem pomaga do uspeha. Prve delavnice so bile zelo uspešne, udeležilo se jih je preko 30 ljudi, mnogi izmed njih pa sedaj že peljejo svojo podjetniško pot v smeri uspeha in uresničujejo svoje sanje. Občutki je ful dobri, tudi udeležencev je bilo več, kot smo pričakovali, in sama predavanja, kako so potekala, smo bili izjemno zadovoljni. Tako da tudi učenci oziroma vsi, ki so prišli na delavnice, so ogromno odnesli novega, ogromno so se naučili in tudi slišim, ko mi pošiljajo po Facebooku, da eni so že začeli implementirati oziroma na Instagramu se posod mi pišejo, tako da ekstremno sem vesel, da res ne samo, da smo tukaj, da predavamo, ampak da kažemo rezultate, tudi zato so delavnice. Javni zavod Sotočje je letos spomladi med mladimi razposlal ankete, kaj menijo, da bi jim najbolj pomagalo pri začetku kariere, pri čemer je večina anketirancev odgovorila, da bi si želela podjetniškega svetovanja in podjetniških delavnic. Javni zavod se je tako odločil, da se bo povezal z domačinom Boštjanom Vidmarjem in bodo skupaj pripravili 2 sklopa delavnic, prve v mesecu maju, ki so že minile, sedaj v jeseni pa bodo pričeli z drugim sklopom. V bistvu že v letnem načrtu je bilo tako zastavljeno, da se izvede sklop 10 delavnic, se pravi v 2 delih, najprej 5, pa še zdaj 5 delavnic. Tako da z Boštjanom so se pa povezala v bistvu iz preprostega razloga, ker je iz Medvod, pa zato, ker ima veliko izkušenj na tem področju, predvsem pa ima ta pravi način, kako predajati informacije ljudem, ki to potrebujejo. Kot že omenjeno, je bil prvi sklop delavnic velik uspeh, tako da se z veseljem podajajo v drugi sklop delavnic, tokrat z večjim poudarkom na spletnem marketingu. Res je, v bistvu prvi del podjetniške šole v Medvodah smo dali skozi, se pravi v prvem delu šolskega leta. Zdaj pa novo šolsko leto štartamo tudi z novim delom podjetniške šole, ki je usmerjen predvsem v marketing, se pravi to, kar je zdaj tudi zanimivo za mlade podjetnike, kako stržati svoje produkte prek socialnih omrežij in tako naprej. Smo pa zelo zadovoljni, pa tudi iskreno povedano presenečeni nad zanimanjem pa nad udeležbo. Prvi del je bil res krasno obiskan, tudi zdaj pa za drugi del kapljajo prijave na dnevni bazi, tako da jih imamo že zdaj čez 20, tako da smo zelo zadovoljni. Ja, rekli smo, da po prvi naredimo drugo edicijo, ki je bolj usmerjena v točno eksekucijo. Prej smo imeli podjetniški mindset, kako razmišljajo podjetniki, kako sploh začeti tisto svojo idejo pretvoriti v nekaj. Zdaj bomo šli pa v ta zanimiv pa ta težek del, kako postaviti spletno stran, kako narediti Facebook oglase, kako uporabiti TikTok, no zadnje, TikTok je zelo moderen, danes ga vsi uporabljajo in ga moramo tudi v podjetništvu, kako monetizirati spletne tečaje. Mi smo šli res v delavnice, kjer bomo korak po koraku na primerih pogledali, kako se naredi oglas, kako narediti spletno stran in vse to, kar raba zraven za zagon podjetja. Tudi tokrat bo podjetniška šola razdeljena na več delavnic, ki bodo potekale enkrat tedensko v septembru in oktobru, prav tako kot prejšnjič pa se bodo tudi te odvijale v prostorih kluba Jedro. Delavnice začnejo 21.9. Trajajo 4 tedne, vsak teden ena, edino v zadnjem tednu sta 2. Tako da skupaj je pa nekje 3 ure ena delavnica, da vse skupaj pogledamo, tako da ja, začnemo konec 9. meseca. Delavnice so namenjene vsem, tako mladim kot tudi starejšim, edini pogoj je, da imaš željo in voljo po uspehu. Prijavijo se lahko vsi, ki želijo narediti nekaj, ali ki imajo zgolj idejo, ki bi radi uresničili, ali imajo že podjetje, pa so se zaleteli v neko steno in ne vejo, kako naprej oziroma v zid. Prijavijo se pa lahko na viralen.si pošiljka Medvode, tam napišajo in jim potem iz kluba Jedro odgovorijo za samo plačilo in za vse naprej, kdaj so urniki točni, tako da se lahko zablokirajo te datume. Je pa cena zelo majhna, 30 € za take delavnice, ki so vredne ponovadi 300 do 1000 €. Pa je potrebno kakšno predznanje od prvih delavnic, da pridemo na druge ali lahko tudi čisto fresh start na druge? Fresh start.
Ni nujno, da si bil na prvi, tudi če se nisi bil na prvi, bomo pogledali, kaj smo osvežili, kaj smo tam se naučili in tukaj fresh start začnemo. Tako da ni pogoj, ne rabiš nič predznanja, ne rabiš se nobene druge delavnice še udeležiti, ne rabiš fakultete, ne rabiš znanja, nič, sam prid pa se bomo, ne pridejo pa se bomo skupaj naučili. Želja Medvoške podjetniške šole je predvsem to, da Medvode, ki so polne potenciala za mlade, ne bodo več le nek prostor izseljevanja, od koder mladi hodijo v okoliška večja mesta, kot so Ljubljana, Kranj, Škofja Loka, Kamnik, temveč da bodo postale neko predmestje idej, kamor se bodo selila mlada podjetja in bomo na ta način to geografsko lego med večjimi mesti, ki je bila prej prekletstvo, sedaj spremenili v prednost. Gremo v to smer. Moja želja in moja vizija je bila, da ustvaram nekaj za mlade in za vse une, ki imajo gorečo željo, da nekaj naredijo. In Medvode, ker je moj rojstni kraj, sem rekel, da tukaj začnem in da tukaj naredimo in gremo naprej. In to, verjemi, da je bil samo začetek, gremo naprej in vidim veliko mladih Medvoščanov, ki izstopajo s povprečja, ker večina jih je doma, gleda Netflix in čaka, da mu bo nekaj na glavo padel. Tam ti lahko sam luster na glavo pade, če želiš pa denar, uspeh, moraš pa začeti delati. In jih je veliko tistih, ki izstopajo s povprečja in hočejo iti naprej. In to te žene naprej, da naredimo in verjamem, da bomo naredili tukaj tisto predmestje uspeha know-howa, ki se potem zliva v Ljubljano ali pa v tujino. Še enkrat, delavnice se bodo začele s 28. septembrom, vse informacije in prijavo pa lahko najdete na spletni strani viralen.si / Medvode. Klub Jedro Medvode že več let organizira kvalitetno preživljanje prostega časa za učence 3. triade osnovne šole po večjih lokacijah znotraj občine. Letošnje leto ni izjema, a zaradi povečanega števila lokacij dnevnih centrov in zaradi vse bolj natrpanih urnikov študentov na fakultetah iščejo študente in zunanje sodelavce, da bi sodelovali z mladinskim centrom in bi tako pomagali mladim pri kvalitetnem preživljanju prostega časa, grajenju lastne identitete in pri družbeni integraciji in aktivni participaciji znotraj občine. Delo animatorjev obsega učno pomoč učencem 3. triade in organiziranje različnih delavnic za mlade. Ja, dnevni center v bistvu poteka na različnih lokacijah. Zdaj z letošnjim letom smo začeli izvajati dnevne centre v klubu Jedro, kulturnem domu Smlednik pa kulturnem domu Sora. Tako da iščemo pa študente oziroma zunanje sodelavce, se pravi to pomeni, da imajo lahko tudi SP, društvo ali pa nekaj tasga, za delo z mladostniki po šoli. Se pravi, to pomeni od 14. do 17. ure ali pa od 13. do 17. ure, odvisno za katero šolo gre. Je pa to v bistvu kvalitetno preživljanje prostega časa mladostnikov, gre za zadnjo triado osnovnošolcev, pa tudi za srednje šolce. Se pravi, od učne pomoči do raznih delavnic, ki jih pač animator sokreira z udeleženci, se pravi z mladimi, ki hodijo na dnevni center. Za sodelovanje ni potrebna nobena predhodna izobrazba, zaželjeno je le to, da imajo animatorji izkušnje in voljo za delo z otroki in mladostniki. Delo se bi izvajalo med tednom med 13. in 17. uro v prostorih dnevnih centrov v Medvodah, Smledniku in v Sori. Jaz na izobrazbo ne gledam, ampak je pa fino, če ima, se pravi, ta oseba neke izkušnje dela z mladimi, z mladostniki, predvsem z malo starejšimi, se pravi z najstniki. To je pa zelo dobrodošlo. Tako da nekaj punc se je že javilo, problem so predvsem te urniki s fakultetami, ki so zdaj tudi popoldne veliko časa vzamejo študentom, tako da bom zelo vesel odziva, če se kdo prijavi na mladina@zavod.si, napišite, pa se bomo slišali pa dobili. Člani turističnega društva Smlednik so nas v soboto popoldan povabili na Stari grad na tradicionalno kulinarično prireditev Grajski lonec. V njegovi pripravi se je preizkusilo 6 ekip iz 5 medvoških turističnih društev. Čigav je bil najboljši, so letos odločali obiskovalci in ni jih bilo malo. Za en sam glas je lovorika najboljšega grajskega lonca letos šla, poglejmo komu.
Povabilu, da sodelujejo pri pripravi grajskega lonca, sta se, poleg 4 domačih ekip iz 3 turističnih društev, kolikor jih je v krajevni skupnosti Smlednik, odzvali še ekipi iz turističnega društva Pirniče in turističnega društva Žlebe Marjeta. Prvič kuhate grajski lonec? Naše društvo je bilo že tukaj 2-krat, jaz osebno pa sem prvič danes mal vodja tega projekta. Upam, da me ne bo kdo od Smlejcev za rokav pocukal, mislim, da to 3., morda celo 4. Se mi zdi, da je prav, da se takole društva med sabo družimo in da si enostavno izkazujemo neko podporo pri teh prostovoljnih zgodbah. V čast in ponos mi je, da nas je letos res tako veliko na tem kuhanju. Kakšna je bila vaša vloga pri temle grajskem loncu? No, jaz sem kot predsednica društva mogla enostavno poskrbeti za logistiko, kar pomeni prevoz kotla, priprava vseh logističnih zadev, zato da je tole kuhanje steklo. Vse ostalo so pa dekleta spedenale. Prireditev in tekmovanje v kuhanju grajskega lonca je turistično društvo Smlednik prvič organiziralo leta 2013 in Smlejci so že takrat stoično prenesli, da so prvo leto boljšega skuhali v Hrašah, potem pa so si naslov prvaka izmenjevali. Kakšna je bila taktika za to, da danes obdržite ta naslov? Ja, imamo že nekaj izkušenj, toliko let že tekmujemo. In glavno, kar je pri našem kuhanju, je, da smo sproščeni, da pridemo zgodaj, da se pripravimo, vedno smo prvi in vedno gremo domov zadnji. Kakšno taktiko nameravate danes napasti ponovno prvo mesto? Ja, vsako leto imamo kakšno izboljšavo in potem je pa zmeraj boljše. In kaj je tista izboljšava ali je to skrivnost? Ja, skrivnosti seveda. Turistično društvo Dragočajna Moše so tokrat zastopali kar 2 ekipi. Zakaj je prišlo do tega, težko rečem, ampak veliko nas je v društvu, zagreti smo. Kaj vam pomeni eno takole druženje ob grajskem loncu? Veliko. To je ena taka zgodba, ki se kar ponavlja in je lepa, pa rad jo imamo, ne? Sestavine za grajski lonec so iz leta v leto enake. Recepturo zanj je napisal Janez Kosec in se ne spreminja. Odločili smo se tako, to, kar so ljudje takrat pred letom 1767 leta imeli doma. Imeli so govedno, imeli so svinjsko in imeli so tudi ovčetino. Divjačina se je v glavnem lovila bolj na črno, se to dosti ni uporabljalo, zato je poudarek bil na jagnjetini. Ker pa nismo poznali krompirja, da bi zgoščevali noter, smo uporabili pa domači, recimo to ajdovo kašo, da je kot zgoščevalno sredstvo, da ni samo župca. Sestavine so vedno enake, tako da mi imamo kar ustaljen sistem in to je najboljši sistem. Vse sestavine so enake, pa vendarle so grajski lonci različni. Ja, to je vse odvisno, kdaj, v katerem času kaj dodaš, kako popražiš čebulo, kako prepražiš korenje. To so take male tajne velikih mojstrov, ki jih pa seveda ne bom zaupal. Prav, imamo 3 vrste mesa, govedina, svinjina pa divjačina, malo zelenave, pa je to. Recepturo imamo vsi enako, je pa samo važno, kdaj dodaš sestavine noter. Kako bi rekel, vsak malo po svoje. Nobene skrivne zadeve? Ni dovoljena. In boste rekli, da je vsako leto tudi vaš grajski lonec enak? Težko rečem, da bi bil enak. Sestavine niso popolnoma odmerjene, tako da ja, majhen se spremeni. Kaj je tisto, kar mogoče vašega razlikuje od ostalih? Pa mogoče, da ne upoštevaš vseh pravil tiste, ki so tam napisane. Imam pa občutek, da so tudi tile naši grajski lonci kar zelo podobni. Mogoče kakšen en malček bolj zasoljen, en malček manj, eno malo bolj vinsko obogaten. Tako da se mi zdi, da smo raznolikost društva pokazala skozi lonc, ki ga pokušajo danes gostje. Letos je bila odločitev, kdo je skuhal najboljši grajski lonec, izključno v rokah obiskovalcev. Bolj realno bi bila ocena strokovnjaka, ker tukaj zmaga tisti, ki ima več pripadnikov. To se pravi, Hraše pa Smlednik imajo tukaj prednost, to je dejstvo. Ampak ni važno, važno je, da smo tukaj, da se zabavamo pa da malo pojemo. Danes so ljudje že toliko v kulinariki izkušeni, da verjamem, da se bodo pravilno odločili.
in dali glas najboljšemu. In 210 okuševalcev, toliko glasovalnih lističev je bilo oddanih, je odločilo, da je ponovno grajski lonec turističnega društva Hraše najboljši. Prejeli so glas več kot tradicionalni rivali iz ekipe turističnega društva Smlednik. Tretje mesto pa je pripadlo ekipi iz Pirnič. Člani strokovne komisije, ki so o zmagovalcu odločali v minulih letih, so imeli tokrat polne roke dela s pripravami na dolgo pričakovano odprtje nove okrepčevalnice. Vodja strokovne komisije Janez Kosec je na primer za pogostitev pripravljal še 7. lonec. Poimenovali so ga kar rajski. Vse velike razlike ni, oni uporabljajo kaše, mi bomo pa trgance noter zakuhali. Prve 3 ekipe so prejele praktične nagrade, razglasitvi najboljšega grajskega lonca pa je sledilo še dolgo pričakovano slovesno odprtje prenovljene okrepčevalnice Stari grad Smlednik. Ob tej priložnosti smo slišali, da gre še za enega od projektov že pregovorne Smleške trme. Samo na uporabno dovoljenje so namreč čakali več kot leto dni. Ko je bilo turistično društvo Smlednik leta 1960 ustanovljeno, so si člani društva začrtali jasno vizijo razvoja turizma v 19 točkah. Med njimi pa je bila v samem vrhu ureditev vozne poti od Smlednika do razvalin Starega gradu, ki naj bi omogočala dostop tudi z osebnim avtomobilom. Leto kasneje so cesto zgradili in istega leta tudi okrepčevalnico in sanitarije. Skozi desetletja je okrepčevalnica doživljala dozidave, prezidave in začasne rešitve so postajale stalne. Dokler ni pred skoraj 5 leti padla odločitev o njegovi temeljiti prenovi. Ena je zamisel, kaj in kako, da smo šli v ta projekt. Druga stvar so bile pa presenečenja. 2 leti je bil COVID, se pravi zaustavitev gradnje in tako naprej, zaradi raznih bolezni. Potem malo dalj je trajalo, da smo dobili vse donacije, da smo to lahko zmogli, ne. Ja, zdaj na koncu je bilo pa tudi malo začakati za uporabno dovoljenje. Nekaj malega se je gradnja zavlekla že ob dejstvu, da je načrtovana rekonstrukcija okrepčevalnice za voljo dotrajanosti, ki pa jo lahko ugotoviš šele, ko zakoplješ vanjo, v praksi pomenila skoraj da novo gradnjo. Paziti je bilo treba samo na samo izvedbo, se pravi, delali smo po navodilih oziroma dovoljenju, ki ga je dal Zavod za kulturno dediščino, da lahko naredimo rekonstrukcijo po teh načrtih, ki jih je on potrdil. To smo pasili, pa da nekako zgleda, nič kaj posebenega, ampak bolj smo gledali na kvaliteto vsega. Skupaj, da bo, če prejšnja trajala lesena 60 let, da bo ta še kakšen let dal. Gre za največji projekt turističnega društva Smlednik, ki je že pred 2 letoma sicer zabeležilo 60 let delovanja. Zaradi korona situacije pa obletnico praznovalo šele pred slabim letom dni. In že takrat je Mali izrazil upanje, da v kratkem pridobijo uporabno dovoljenje za obnovljeno okrepčevalnico. Dobili pa so ga, kot rečeno, 3 dni pred uradnim odprtjem to soboto. Nismo še čisto skupaj potegnili vsega. Sam projekt je bil načrtovan za 200 000, prodali smo parcelo, ki je bilo v lasti društva gradbeno, to je nekje prineslo polovico tega stroška, potem so bile donacije, pa take stvari in ne vem, jaz mislim, da je bilo manj kot 200, ampak dejansko pa še nismo potegnili vsega skupaj. Včasih smo rekli, bomo kakšno udarno soboto naredili. Kaj se da še narediti v tej smeri? Nič, ker zdaj so novi zakoni in recimo tlele projektant oziroma izvajalec del je imel to vse pod kontrolo in nismo smeli v daničko nič delati, ker po zakonu, če izvajalec prevzame, je odgovoren za vse. Župan občine Medvode Nejc Smolen, sicer domačin, je obnovljeno okrepčevalnico Stari grad Smlednik na tokratnem uradnem odprtju, na kateri je zaigrala tudi godba Medvode, označil za spomenik Smleški trmi in spomnil na dejstvo, da so ti kraji sloveli po največjem številu kmečkih uporov. To, da danes stojimo tukaj, da odpiramo objekt,
ki ga brez Marjana Malija zagotovo ne bi in brez pogumne odločitve turističnega društva, upravnega odbora, ki mu je držal štango, bomo rekli. In ni tako kot mnogo kdaj Slovenci ali pa tudi čisto privat življenj na 3/4 obupamo pa rečemo, saj ne bo šlo, ampak ste grizli do konca, pregrizli do današnjega dne. Naj bo ta projekt v navdih tudi vsem ostalim nam, da skupnost živi, sam dokler živijo v njej taki ljudje, kot ste vi. Na mesto prereza slavnostnega traku je predsednik turističnega društva Smlednik Marjan Mali presekal vrata ledene graščine, ki jo je za to priložnost ustvaril Miro Rizmondo. Okrepčevalnico pa je blagoslovil nov župnik v smleški župniji David Jensterle, dosedanji župnik v Bistrici pri Tržiču in upravitelj župnije Duplje. Jaz sem vesel, da so tudi župnika povabili, da lahko sodeluje pri tej pozitivni termi, kakor je dal gospod župan, pa da res lahko se ljudem da eno tako lepo točko, da lahko tudi duhovno pa tudi medosebno napredujejo. Sem vesel tega povabila. Nekaj časa ste že v naši skupnosti. Kako se počutite oziroma kakšni so tisti prvi vtisi? Dobro, jaz sem že od prvega dne, 1. avgusta dobro počutil, ker sem tak po narav, da mi ni težko nekaj sprejeti. Pa ko grem iz neke druge župnije, sem vesel, da sem bil tam, ampak vem, da delo čaka na drugi župniji in tam sem s celim srcem. V turističnem društvu Smlednik pa že kujejo načrte za naprej. Na vrsti je razgledni stolp. Sta že 2 načrta, 2 magistrske naloge in narejene, in tako da je Zavod za kulturno dediščino, ko smo ga vprašali, kako in kaj, je rekel, imate že 2 naloge narejene, poberite ven tisto, kar vam ustreza, pa iz tega začnite. Stolp je visok 35 metrov in bo, ko bi rekel, najvišji na Gorenjskem. In že zdaj se vidi daleč naokoli, pa bo sploh super. Ne? Tokrat pa računajo ne le na občinska, ampak tudi na evropska sredstva. Sam stolp, če bi rekel, tlele nekje na ravno gradimo, niti ne bi bilo toliko, ki je pa tle potrebno, gor. Vse z dvigali, vse z take stvari, da bo pa strošek katastrofalen. Ampak gremo naprej. Ne da odneham, ne da tišim nekaj, ampak dokler se človek počuti, da lahko nekaj koristnega naredi. Jaz imam bolj tisto, da delam z ljudmi za ljudi, ne za sebe. Tako kot prejšnja sreda je bila tudi ta obarvana v glasbi jesenskih serenad. Tokrat je ta barvitost prišla še bolj do ospredja, saj je v galeriji Sora potekal koncert godalnega dueta brata in sestre Bogataj pod naslovom Slikovito. Jesenske serenade, koncerti, ki jih že 35 leto v Medvodah organizira Glasbena mladina Ljubljanska, so že v polnem teku. Preteklo sredo so na smleškem Starem gradu otvorili serenade s pihalnim kvintetom, to sredo pa so nadaljevali s koncerti, tokrat z godalnim duetom brata in sestre Matjaža in Maruše Bogataj. Midva sva brat in sestra, tako da najin duet se je začel že zelo zgodaj. Midva že od malih nog igrava skupaj v različnih zasedbah, v orkestrih, v komornih skupinah. Če se pa le da, pa tudi... Včasih pa tudi v dvoje. Imava sicer tudi klavirski trio, s katerim potem še malo večjo se zvedi, ampak za to priložnost se je odločila, da bova se predstavila zgolj kot duet in izbrala res program, ki sva ga že nekaj časa želela skupaj igrati tudi. Poslušalci so lahko prisluhnili čudovitim skladbam velikih mojstrov klasične glasbe 18. stoletja, pa tudi do mojstrov moderne glasbe iz 21. stoletja. Začela sva z Mozartom. G-dur, Mozart je stara železna srajca, brez njega skoraj. To je kakor vstopnica, tudi na vsaki audiciji, na vsakem koncertu z Mozartom mi je najbolj prozoren, se lahko reče, tam se res vse sliši, tako da če je dobro odigrati, to bodo drugi povedali, je res, se sliši vsaka kvaliteta glasbenika. Potem sva nadaljevala s 4 od 8 skladb Glierja za violino in violončelo.
potem ena slovenska skladba najnega prijatelja. Matija Krečiča. Ja, No Walk, No Talk. In pa za konec Castillo Interior od Peterisa Vasksa. Tako da v bistvu želela sva zajeti repertoar, v bistvu je bil od 18., 19., 20. in 21. stoletja. Vsaka skladba je bila v svoji eri, v svojem času, da se je v bistvu tudi s tem stopnjevalo vse skupaj. Pa da pokaževa raznolikost, da je res večer lahko slikovit. Poleg godalnega dueta pa je cel dogodek popestril še dramski igralec Tadej Pišek, ki je s svojo izvedbo slovenske poezije dogodku dal še pridih domačnosti. Jaz sem prosil tokrat, to leto, da je pesmi oziroma nek širši izbor naredil Matjaž. Zato sem se odločil, ker on najbolj pozna pač te skladbe, najbolj pozna občutja in sem ga prosil, če lahko on v bistvu naredi izbor pesmi. Res, da sva se pa takoj strinjala, da bova iskala med slovenskimi pač modernimi pesniki, med v bistvu klasiki. In mislim, da je slovenska beseda, slovenska poezija še vedno tako zasidrana pri ljudeh, ko slišijo Menard, ko slišijo Mila Kačič, Minati, lahko opaziš nasmehe v publiki in so tako, ja, to je naše in smo ponosni na to in res je fino. No? Ena od želja organizatorjev letošnjih serenad je ta, da bi koncerte izvajali na prej še neizkoriščenih lokacijah, zaradi česar so se odločili, da bo drugi koncert v sklopu jesenskih serenad potekal v galeriji Sora. Občutki so v bistvu ful dobri. Tako je zelo fajn, da se nekaj takega dogaja v galeriji, ker tudi sama sem že kar nekaj časa razmišljala o tem, da bi bilo ful lepo imeti nek tak komorni koncert v galeriji in se mi zdi, da je tale jesenska serenada, da nas zelo popestrila vse skupaj in da je bila tako najbolj primerna tudi za naš prostor. V galeriji so si lahko obiskovalci ob poslušanju glasbe ogledali tudi umetniška dela, slike, ki so nastale v sklopu Extempore Sora, tako da je sam naslov koncerta Slikovito, ki se sicer nanaša na slikovito barvo izvajane glasbe, prišel še bolj do izraza. Ravno zaradi tega, ker sva v teh 4 skladbah probala izvabiti čim več barv z glasbo. Ne? In ja, tako kot je rekla sestra, res je raznoliko in s tem tudi potem slikovito. S tem koncertom se je zaključil sklop koncertov Slikovito, ki so jih v sklopu vseslovenskih jesenskih serenad izvajali v preteklem tednu po celi Sloveniji. V prihodnjih 2 tednih pa lahko pričakujemo še koncerte v sklopu Čas deklištva, ki bo uprizorjen v Kulturnem domu Medvode prihodnjo sredo, in koncert Karneval, s katerim pa bodo zaključili jesenske serenade, le-ta pa bo uprizorjen zadnjo sredo v septembru ob Medvoški tržnici. Ja, res je, zdaj smo v enem tednu mislim, da 6 koncertov imeli po celi Sloveniji, bili smo od Dravograda, Prlekije, Vipave, no danes smo zaključili tukaj v Medvodah. Ja, moram reči, da imeli smo se super in mogoče tudi današnji koncert rahlo obarvan s temi čustvi, da smo zadnjič konec koncev v tem kontekstu skupaj na odru. No? Tako da ne, drugače pa ja, mislim, da je koncert res pač Bogatajeva otroka, sta res fantastična, no in jih je užitek poslušati in jaz zdaj, ko sem tokrat poslušal ta koncert, še vedno nove stvari noter odkrivam in res uživam. No. V prihodnji oddaji pa tudi o res zanimivi razstavi Antona Benedika, lanskoletnega zmagovalca na likovnem Extemporu Aljaža Vina na temo legende Mitologija za delo z naslovom 3 pomaranče. Ana Marija Stibil-Šajn, umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka, je zanj zapisala, da je ustvarjalni perfekcionist, ki iz realistične interpretacije pogosto prestopa v hiperrealistično. Ob dolgotrajnem in preciznem delu v polju slike ustvarjalne misli usmerja tudi v izvirne, osebno domišljene izpovedi in sporočila. Razstava je na ogled v Aljaževi rojstni hiši v Zavrhu do konca meseca. Ena od prireditev, ki je že bila vključena v sklop Evropskega tedna mobilnosti, je bila tudi 6. dirka z garami za veliko nagrado Senice prvo soboto v mesecu septembru. Proga je potekala po lokalni cesti od doma krajanov do vrtca in nazaj.
Odziv tako obiskovalcev kot tekmovalcev, ki so si za prevozno sredstvo vzeli bodisi gare, bodisi voziček, je bil velik, boljši od pričakovanega. Organizator sekcija gare pri KUD-u Franz-Leški Finžgar Senica je ponovno nagradila tako najhitrejše kot tiste najizvirnejše. Vse lovorike so ostale doma pri domačinih, čeprav se je ekipa dveh, ki je s progo najhitreje opravila, imenovala Štajerski pubeci. Leseni enoosni vozovi, običajno z 2 kolesoma, so bili še do pred desetletji na podeželju nepogrešljiv pripomoček za prevoz krme, pridelkov, hlevskega gnoja, drv in butar in še kaj bi se našlo. Na Senici pa tudi pripomoček za dirke. Stari običaj so po desetletjih premora prvič obudili zadnjo avgustovsko nedeljo leta 2014. 1. septembrsko soboto letos pa so organizatorji pod okriljem sekcije Društvo ljubiteljev starin gare pri KUD-u Franz-Leški Finžgar Senica poskrbeli za 6. ponovitev. Z dirkam smo pa začeli zato, ker je na Senici bila to že stara tradicija, ko so pač naši očetje, mame, so uprizarjali te dirke z garam. Pa je bila pa suša, rečemo 20-30 let, in smo se pač pol odločili, da ponovimo to tradicijo, da obudimo to stvar zaradi potomcev naših, da se to pelje naprej, ta običaj. Danes moram reči, da sem zelo vesel, da je bilo zelo veliko otrok, ko so tekmovali, da so mogoče kakšni obiskovalci tudi prvič videli, kaj so to gare. Čeprav gare pojmujemo tle v Medvodah, druge jih drugače naslovljajo. Pri nas jim pravimo gare, ponekod v Ljubljanski kotlini Kule, na Dolenjskem Šajtrga, na Primorskem Borelo, na Gorenjskem pa Kolesel ali Ciza. Različna imena in tudi različne vrste vozov oziroma vozičkov so. Več vrst so jih Seničani predstavili tudi pred 2 letoma na razstavi v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Pa da ne bi bila sam tekma, pa da je tisto rivalstvo in da jih ne požene adrenalin v kakšne nezgode, pa to smo se odločili tudi za izvirnost. In moram reči danes, da je bilo spet kar nekaj teh gar izvirno opremljenih. Organizatorji prireditve so bili enotni. 6. dirka z garami za veliko nagrado Senice je uspela. Če bi rekli, glavni moto dirke z garami za veliko nagrado Senice je kaj? Je zabava, je izvirnost, je veselje, je druženje, je končno praznovanje časa po koroni. Ste zadovoljni z odzivom, kar se tekmovalcev tiče? Je bilo videti izvirnost, hitrost, inovativnost? Ja, moram reči, da je še včeraj vse tako klavrno izgledalo, ko smo imeli samo 3 prijavljene. Na koncu je bilo tekmovalcev 17, tako da smo lahko zadovoljni seveda s svojimi tekmovalci. Ja, kot vedno so se izkazali, moram reči, da kar klasiki, tisti, ki se vsako leto potrudijo, da so izvirni, da so kreativni, so tudi letos pokazali svoje in se izkazali. In pa tudi noro dobri tisti, ki so prišli pokazati svojo moč, svojo hitrost, svojo tekmovalnost, tako da ja, zadovoljni v celoti. Organizatorji pa v različnih vlogah. Kot predsednik kulturnega društva je bila moja vloga predvsem birokratska, torej da smo sploh dobili vsa dovoljenja potrebna za izvedbo. Potem v zadju še en kup organizacijskih, tista najslajša je bila pa prisotna danes, ko sem lahko še napovedoval, komentiral vodo dirko. Trasa dobrih 440 metrov dolge dirke poteka od doma krajanov do vrtca in nazaj. Tekmovanje poteka v paru, pol poti en od tekmovalcev vleče gare in sotekmovalca, potem pa se zamenjata. Ste zadovoljni, po kakšni cesti se peljemo oziroma dirkamo? Seveda, kako bi ne bili, ta sniško dirkališče ima lepe oznake talne nove, tudi lepo preplesteno, še celo brez ležečega policaja, tako da kaj bi si lahko želeli še več. Koliko časa bo, ko bomo tukaj imeli kanalizacijo, pa bomo rekli, no sedaj pa nekaj časa teh dirk ne bo, ali pač? Bomo pa izkoristili kanalizacijo za oviratlon. Če bo šlo vse po načrtih, se namreč lahko zgodi, da bo Senica drugo leto razkopana zaradi gradnje kanalizacije in obnove vodovoda.
Letos je s progov dirke otrok z vozički slavil David, na zmagovalni stopnički pa se mu je pridružilo še edino dekletce, Evita. Z garami pa sta bila na progi najhitrejša brata Gašper in Miha Kolar, domačina, čeprav sta si nadela ime Štajerska pubeca. A je treba razlagati, ne? Pripadnost klubu Maribor, ne? Letos gremo po prvo mesto, tako kot midva, tako da bomo videli, kako se bo končali. Kaj to pomeni, gremo po prvo mesto? Ja, da bo Maribor svoj kanto, ne? To je to. Povejte, kako ste se pripravljali na današnjo dirko? Ja, to so pripravljene celo leto, že med sezono, treba za naslednjo sezono že gledati. Imenu primerna je bila tudi priprava vozila. Ja, glede na to, da zastopava Štajersko, ne, smo vzela sod za utrgata, ne, ko bo hmal, pa smo malo polimala z nalepkami Maribora pa Viol, tako da je avtentična. Letošnja najbolj izvirna ekipa po mnenju stroge komisije sta bila ponovno dva nejca, Kuralt in Krajnik, ki sta si nadela ime Taužgana. In kako pade pa odločitev, s kakšnim vozilom boste šla na teren, kakšno zgodbo boste peljala? To on ima zmer bolj te neumne ideje. Jaz bi tako drugače, da je malo bolj resno kot kolega, no, ampak ja. Midva sva že 3. ali pa 4. leto sodelujeva, pa nazadnje so bila tudi zmagovalca, ker sem imela očko vrtec in zaradi otrok, družbe, veselja in tradicije, mislim, da je to fajn, da se takole udeležujemo in pridemo pa podpiramo take tradicije, no. Prvo polovico proge sta na žaru pekla čevapčiče, v drugi polovici pa jih že delila obiskovalcem. In vprašanje za enega od članov ekipe Masterchef Slovenija. Sedaj imate nekaj izkušenj, čevapčiči ali Kranjska, katera zmaga? Absolutno Kranjska. Pa ne zato, da bi se zdaj šel neki Kranjska, slovenska, čevapčiči so pa malo južneje. Se mi zdi, da je Kranjska toliko bolj kompleksen okus in absolutno, no, toliko enih dobrih stvari je, no, da Kranjska zmaga. Pri vas osebno, kaj pa pri obiskovalcih? Bom takole rekel, obiskovalce je pa treba malo učiti, malo jih je treba navaditi na kaj drugega, kot na čevapčiče. Pa ne rečem, da je narobe, če imajo radi čevapčiče, ampak to je tako, če ti vedno znova na takih in takih prireditvah dobiš čevapčiče in ti potem začnejo kar naenkrat samo kranjsko ponujati, danes je oboje na voljo, pa naj se ljudje odločijo. Skupaj z Anito Ferlin in Mirom Jurjevičem je poskrbel za hot dog s kranjsko klobaso, zeljem in ocvirki, palačinke in datljev sladoled. Zdaj imamo kar dela, kar je zmer fajn, jaz zmer pravim, če pridemo nekam delati, dajmo delati, ne? In zdaj smo pridni, zdaj delamo, palačinke grejo zelo hiter, tudi nekaj kranjskih klobas v hot dogu smo že dali skozi. Sladoled iz datljev sladoled je šel pa pravzaprav rekordno. Dirki z garami na Senici se po njegovem mnenju obeta lepa prihodnost. Kakšna dodana vrednost je dirka z garami v tej turistični ponudbi recimo naše občine? Dirka z garami je lahko zelo velik turistični dogodek v prihodnje. Vemo, da je zdaj korona naredila svoje, ker par let ni bilo nič. Letos gre vse zaenkrat super. In verjamem, da če bo danes dobro potekalo še naprej, bo naslednje let še več in čez 3 leta bomo imeli tle en zelo velik dogodek, ki bo tudi za turistično ponudbo občine zelo velik pomenil. V povojni zgodovini Senice smo zabeležili tudi dogodke, kot je na primer kmečka okcat, vinska trgatev, kmečki prazniki in tradicionalni šaljivi spored, snemanje vencev, polževe dirke in tek mostarcev na skirojih. Prvi petek v septembru smo se odzvali tudi povabilu na 60. obletnico delovanja kegljaškega kluba Hidro Medvode, ki mu v zadnjih 20 let predsednikuje Drago Polak. Ob tokratni slovesnosti se jim je pridružil tudi Milan Kurelič, predsednik Kegljaške zveze Slovenije, ki jim je med drugim položil na srce tisto, česar se tudi sami dobro zavedajo, da morajo pomladiti svoje vrste. Pred 60 leti je skupina zanesenjakov ustanovila kegljaški klub Hidro, ki je imel sedež na takrat dvosteznem keglišču ob hidroelektrarni. V vseh desetletjih so nadgradili tako keglišče kot klubsko udejstvovanje. Veseli me, da smo zdržali 60 let, da nadaljujemo tradicijo v bistvu naših staršev. Tudi moj oče je bil predsednik tega kluba pred leti, pred dolgimi leti in postavili so to štirstezno keglišče takrat v tudi težkih časih in veseli me, da držujemo nivo keglanja in samega objekta na takem nivoju, da lahko prirejamo ne samo
klubska tekmovanja, tudi vsa državna prvenstva v vseh različnih kategorijah. Kegljanje je zelo zanimiv šport, tako v rekreativni kategoriji, kot tudi v tekmovalni, kjer se lahko ponašajo, da so prav kegljači prinesli prvo zlato medaljo samostojni Sloveniji. Odličnosti športnikov torej vsekakor ne gre oporekati. Glede na to, da smo prvič osvojili takoj po osamosvojitvi, se pravi zlato odličje v konkurenci moških v Osijeku, ne? In da smo tudi potem imeli generacijo dobrih in vzvrstnih kegljačev svetovnega ranga in kegljačic pa posebej. To moram pa pohvaliti, da smo imeli svetovne kadetinje, kadetske prvakinje, mladinske in članske. Pri dekletih so največje uspehe dosegale tekmovalke iz Celja, kjer je bil danes že pokojni trener. Zgled, kaj vse se da doseči, še dodaja Kurelič. Tudi v moški kategoriji rezultatom ne gre oporekati. Za kakšne bolj vidne uspehe pa manjkajo izkušnje igralcev v tujih klubih, kjer Slovenci ostalim ekipam težje konkurirajo. A s trdim in vztrajnim delom se da vse. Za doseganje vrhunskih rezultatov morajo biti vrhunski tudi športniki. To so kondicijske, psihofizične priprave in logično tudi kegljanje. Namreč za doseganje vrhunskih svetovnih rezultatov in tako naprej je treba najmanj 4-krat na teden kegljati. 2 treninga, tekma, ki se ponovadi dela v sobotah ali pa nedeljah, in še en trening, plus kondicijske priprave. Medvoščani trenirajo v okviru svojih zmožnosti in vzdržujejo konstantne rezultate. Naši tekmovalci imajo kar 2-3 treninge tedensko plus tekme in je to neka rutina in dejansko mirnost in natančnost pri izvajanju metov. Tako da jasno tudi pogoj na kegljišču mora biti pravi, vsekakor pa veliko treninga. Danes v Ljubljanski ligi tekmujeta 2 ekipi. Ena ekipa pa je del prve B lige Zahod. Upajo, da bodo v svoje vrste pridobili nekaj podmladka, s katerim bi potem zastavili še višje cilje. Žal to ni eden tako popularnih športov, ampak verjamem s pogoji, ki jih imamo, da bomo tudi v prihodnje pritegnili mlajše k temu lepemu športu, ki je v popolni rekreacijskem smislu dobrodošel za kogarkoli, če tekmujejo, če kegljajo od 10-letnikov do 90-letnikov, pa je to res primeren šport. Želi si torej, da se bodo klubu v naslednjem desetletju pridružili mlajši člani, ki bodo z enakim veseljem in entuziazmom naklonjeni temu zanimivemu športu. Pogoji za to so, ustvarjali smo jih, vzdržujemo jih in ob taki podpori, ki jo imamo v klubu, vseh članov, ki s prostovoljnim delom velikokrat pomagajo, da vzdržujemo objekt na takem nivoju, da lahko vsi tako rekreativno kot tekmovalno tekmujejo na teh stezah. Prihodnost kegljaškega kluba Hidro vsekakor je svetla, pa ne glede na to, ali bodo ostali na nivoju, na kakršnem so, ali bodo napredovali v ligaških tekmovanjih. In kje jih vidi Kegljaška zveza Slovenije? Jaz mislim, da v rekreativnem delu zagotovo, kar je tudi pohvalno, ne, in jasno vodstvo kluba se bo moglo tudi malo ukvarjati z mladimi. To treba delati s šolami. Mi imamo tudi v okviru Slovenije šolska tekmovanja, katero organiziramo, naš predsednik tekmovalne komisije, Gornik, te zadeve vodi, in imamo tudi to zadevo urejeno nekako in moramo to bolj razširiti tudi med šolarji in v šole. Problem je tem, da logično, kar se tiče RTV-ja, prvi, drugi program ali pa tako naprej, težko prideš noter, ker je tam treba tudi imeti vsaj status olimpijskega športa, kar mislim, da enkrat verjetno kegljanje bo.
Na tokratni slovesnosti ob 60. obletnici kegljaškega kluba Hidro so podelili tudi zahvale za pomoč pri delovanju kluba Savskim elektrarnam, Zavarovalnici Generali, občini Medvode in Kegljaški zvezi Slovenije ter dvema posameznikoma, ki sta dolga leta skrbela za nemoteno delo v klubu in klubskih prostorih, blagajniku Marku Bogataju in natakarici Angelci Šetina. Medvoški policisti so bili dvakrat obveščeni, da je pred trgovskim centrom v Medvodah prišlo do prometne nesreče in obakrat so izdali obvestilo o odstopu od ogleda, saj so udeleženci izpolnjevali pogoje za udeležbo v prometu. Tokrat policisti poročajo, da so prometno nesrečo odkrili tudi brez prijave in sicer ob kontroli terena. Povzročitelju so izdali globo. Na gozdni cesti v smeri Žlep je prišlo do prevrnitve vozila na bok. Z ogledom in zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je vozilo uporabljal otrok in izgubil oblast nad vozilom. V nesreči pa se je tudi poškodoval ter so ga morali odpeljati v zdravstveno oskrbo. Policisti so o uporabi vozila obvestili starše in še vedno zbirajo tudi dodatna obvestila. O dogodku so obvestili Center za socialno delo, staršema pa so izdali globo zaradi opustitve nadzora nad njunim otrokom. Pijana voznica v Zgornjih Pirničah pa je zapeljala z vozišča in trčila v več ograj. Seveda so ji prepovedali nadaljnjo vožnjo, začasno odvzeli vozniško dovoljenje, pa seveda izdali tudi globo že na kraju dogodka. V rubriki Kazniva dejanja policisti ponovno poročajo o 2 spletnih prevarah in protipravni odtujitvi denarja. Zato spet pozivajo k previdnosti pri spletnih nakupih in komunikaciji na internetu, saj stvari niso vedno takšne, kot delujejo prek ekrana. Medvoške policiste so obvestili, da na Zbiljski Dobravi poteka javna prireditev in da organizator dogodka srečanja ni prijavil. Ugotovljeno je bilo, da je prireditev organizator prijavil, ni pa prosil lokalne skupnosti za dodatno dovoljenje za prekoračitev hrupa in za to kršitev je bil uveden prekrškovni postopek. Nekoliko vznemirjenja pa je povzročil pijani znanec, ki je prišel v lokal v Goričanah. Izročili so mu globo zaradi nedostojnega vedenja. V tednu mobilnosti od jutri pa do 23. septembra bo v občini več zapor cest. Policisti pa bodo poudarek dali varnosti šibkejšim udeležencem v prometu, torej pešcem, voznikom koles, skirojev in enoslednih motornih vozil. Voznike koles, električnih koles, koles z motorjem, mopedov, motorjev in električnih skirojev pa pozivajo, da bodite pri vožnji še posebej pazljivi in upoštevajte vse predpise ter uporabljajte predpisano in priporočeno varovalno opremo, predvsem čelade. Več informacij pa, saj veste, klik na Facebook stran Policijska uprava Ljubljana. Obeta se nam res prireditev poln konec tedna. Med drugim slovenski dan v Dragočajni, pa kulinarično obarvana prireditev na Senici z naslovom Šporget, kotliček, pšen in žgan. Prav tako v nedeljo pa se lahko podate bodisi na pohod Potok spominov in pesmi v spomin na Franca Cegnarja in si na to še ogledate razstavo Hiše na hribu, ali pa na pohod v spomin na Miša Orla s planinskim društvom Medvode in si ogledate še razstavo Križ čez Nepal Vikija Grošlja. Pod okriljem Evropskega tedna je prišlo do kar nekaj lepih povezav in navezav, tako da nasvidenje na kakšni izmed njih.